Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Lep pozdrav vsem. Danes se loteva res fascinantne osebnosti, polne nasprotij. Jurej Vega. Si predstavljate človeka, ki sredi topniškega ognja, dobesedno med granatami, ustvarja matematična dela. Dela, ki so potem oblikovala znanost naslednjih 200 let. Ja, to je res. Težko si predstavljati. Matematik pa hkrati vrhunski vojak, častnik, celo baron in razsvetljenec. In njegova pot. Iz revščine kmečki fant iz, kje že? Zagorice. Iz Zagorice na Dolskem, ja. Do tega, da postane mednarodno priznan učenjak in plemič. Ampak, kot kažejo viri, midva sva se oprla predvsem na en izčrpan članek, ki lepo osvetli njegovo življenje, to ni samo zgodba o uspehu. Ne, daleč od tega. Polna je osebnih stisk, pa ovir, tudi zaradi porekla seveda, pa grozote vojne in na koncu tista skrivnostna smrt. Ja, torej, najša naloga danes je nekako razgrniti to njegovo kompleksno življenjsko pot. Zakaj so bili njegovi logaritmi tako pomembni? Pa tudi, kaj vse je moral prestati? Začniva kar na začetku. Te skromne korenine. Rojen je bil, marca 1754 v Zagorici, v zelo revni kmečki družini. Viri omenjajo, da je bil priimek prvotno Veha. Veha? Aha. Oče mu je umrl, ko je bil star komaj 6 let, kar je pomenilo trdo delo na kmetiji, že od malih nog. Res težko otroštvo. Ampak očitno je bil nek talent v njem, ki ni mogel ostati skrit. Kako mu je potem uspelo priti do izobrazbe? No, ključna sta bila 2 koraka, kot kaže. Najprej nedeljska šola v Moravčah, tam se je naučil osnov latinščine, kar je bilo takrat nujno za kakršnokoli višje šolanje. Vstopnica, pravzaprav. Točno. Potem pa podpora lokalnega trgovca, Janeza Plemenitega Buseta. On je očitno prepoznal ta potencial in mu omogočil, da je pri 13 odšel v Ljubljano, na jezuitsko gimnazijo. Zanimivo, tam je bil pa sošolec Antona Tomaža Linharta, še ena velika figura našega razsvetljenstva. Res je. In očitno je blestev, sploh pri matematiki. Po gimnaziji pa na licej. Ja, in tam je bil ključen profesor Jožef Maffei. On ga je v bistvu res potegnil v svet višje matematike, pa logaritmov, balistike, vsega, kar ga je potem zaznamovalo. Maffei ga je verjetno tudi finančno podpiral, ker Vega sam ni imel sredstev. In po šolanju leta 1775 prva služba, navigacijski inženir. Kaj točno je počel? Teh 5 let je verjetno preživel ob urejanju Save in Ljubljanice, da bi bili bolj plovni. Pomembne izkušnje, ampak očitno je iskal več, nekaj večjega. In to je našel na Dunaju. Na Dunaju? Ampak v vojski? Kako pa to? Leta 1780 pride na Dunaj. In to ravno v času vojaških reform. Pri topništvu, ki je logično zahtevalo ogromno izračunov, so posebej iskali ljudi z znanjem matematike. In Vega je bil kot naročen. Točno. Zdi se, da mu je spet pomagal Maffei, da je dobil priložnost vstopiti v vojsko. Sprva sicer kot navaden topničar ali podčasnik in takrat je tudi, mislim, da dokončno spremenil priimek v Vega. In potem je šlo pa navzgor. Kot pravijo viri, bliskovito. Ja, res izjemno hitro. Že 1781, se pravi leto po prihodu, je podporočnik in učitelj matematike. Že učitelj? Ja, do leta 1787 je pa že stotnik in profesor pri elitnem bombardirskem zboru. To je bil res prestižen položaj. In ni samo poučeval, ampak je že objavljal. Tisti obsežen učbenik matematike leta 82, pa prve logaritemske tablice že leto kasneje, 83. Vključil se je pa tudi v družabno življenje Dunaja, ne? Seveda, leta 1785 je bil sprejet v prostozidarsko ložo Resnična sloga,
To je bila ena najelitnejših lož takrat, središče razsvetljenskih idej, znanstvenega mreženja. Tam se je zbirala elita. In poroka. 2 leti kasneje, 1787, se poroči z Jožefo Svoboda. Iz češke plemiške rodbine, oče je bil topniški major. Tako da ja, v manj kot 10 letih se je iz revnega fanta s podeželja prelevil v uglednega častnika, znanstvenika, del dunajske elite. Omenila si logaritme, to je seveda tisto, po čemer ga najbolj poznamo. Ampak preden pogledava, kaj je Vega naredil drugače, mogoče samo na hitro osveživa spomin, zakaj so bili logaritmi sami po sebi takšna revolucija, sploh v svetu brez računalnikov. Seveda, ideja je v bistvu genialna. Množenje ali deljenje, ki sta lahko zelo zapletena, spremeniš v seštevanje ali odštevanje. Kar je veliko lažje. Ogromno laže, potenciranje postane množenje, korenenje pa deljenje. Vzameš števili, poiščeš tabeli njuna logaritma, ju sešteješ namesto, da ju množiš in potem iz tabele samo še prebereš rezultat. Hitro in preprosto. To pomeni ogromen prihranek časa, ampak verjetno še pomembnejša je bila zanesljivost pri dolgih izračunih. Astronomija, geodezija, pomorstvo, tudi topništvo seveda. Absolutno. Omogočili so izračune, ki so bili prej, praktično nemogoči ali pa bi trajali neskončno in bili polni napak. Sicer zgodovina sega že v začetek 17. stoletja, Napier Burgi, ampak praktično uporabne desetiščke je uvedel Briggs. Nizozemec Vlak pa je objavil prve obsežne tabele. One so bile osnova za kasnejše, tudi Vegove, pa logaritmsko računalo je tudi tam nekje nastalo. Torej, logaritmi so obstajali že več kot 150 let pred Vegovimi deli. Kaj je bila potem glavna težava? Kaj je Vega rešil? Glavni problem je bil, da so bile te obstoječe tabele tudi Vlačkove polne napak. Napak? Pri matematiki? Ja, majhne napake pri osnovnih izračunih so se potem pri kompleksnih problemih lahko seštevale in vodile do popolnoma napačnih rezultatov. Pa še drage in težko dostopne so bile te velike tabele. In tu nastopi Vega s svojo, lahko rečemo, kar obsesijo po natančnosti. Točno tako. Vegov ključni prispevek ni bil toliko izum logaritmov kot takih, ampak zagotovitev njihove zanesljivosti. In pa dostopnosti. Bil je neverjetno metodičen, sistematično je preračunoval, preverjal obstoječe tabele, računal na novo. Tista zgodba z nagrado je res neverjetna. Ja, javno je ponudil nagrado cesarski dukat, kar ni bilo malo, vsakomu, ki bi v njegovih natisnjenih tablicah našel napako. To res kaže, kako prepričan je bil svoje delo. In rezultat tega so bila tista slavna dela, izdana v Leipzigu. Največkrat ponatisnjenih matematičnih knjig sploh. Si predstavljamo Vegovi logaritmi v žepni izdaji? Nekako tako, ja. Leto kasneje, 1794, pa njegov magnum opus. Thesaurus logarithmorum completus. Popolna zakladnica logaritmov, ogromno delo, logaritmi na 10 decimalk, za najzahtevnejše znanstvene izračune. Slavni francoski astronom Lalande je takoj rekel, da je to resničen zaklad. In te tabele so ponatiskovali še v 20. stoletju, v Italiji, ZDA, tudi ko so že prihajali prvi računalniki. In potem še ene vmesne, leta 97? Ja, izboljšane logaritemsko-trigonometrične tabele. Za splošno profesionalno rabo, bi rekla. Neverjetno. Govorimo torej o milijonih izvodov, ki so bili standard skoraj 200 let, do kalkulatorjev v 70-ih. Lahko rečemo, da je Vega ustvaril temeljno računsko infrastrukturo svojega časa. Kot so danes za nas samoumevni kalkulatorji ali pa osnovne računalniške knjižnice, tako so bili njegovi logaritmi orodje, na katera so se zanašali po vsem svetu. Njegova osredotočenost na preverljivo natančnost je bila ključna. Ampak, kot sva še rekla, Vega ni bil samo učenjak za pisalno mizo. Bil je tudi zelo aktiven vojak. Kako sta se ti dve vlogi prepletali? Zdi se skoraj nemogoče.
To je res eden najbolj fascinantnih vidikov. Leta 1788 se prostovoljno javi za vojno proti Turkom. Že naslednje leto pri obleganju Beograda svoje znanje balistike, vede o letu izstrelkov, prenese v prakso. Z nekimi izboljšavami možnarjev naj bi odločilno pripomogel k padcu te trdnave. Njegova vojaška kariera pa je vrhunec dosegla kasneje, v vojnah proti Franciji. Ja, med prvo koalicijsko vojno od 1793 do 97 je služil kot major na Porenskem bojišču, kar je bilo zelo zahtevno. In tam je izvedel več odmevnih akcij. Leta 93 najprej s pogajanji doseže predajo Lauterburga, Kar diplomatsko. ja, potem pa pri obleganju trdnjave Fort Louis uporabi precej drzno taktiko, nov skrižni ogenj topništva, celo obstreljevanje civilnega dela, da bi zlomil moralo. Uspelo mu je v 24 urah. In zato je bil nominiran za red Marije Terezije, ampak ga ni dobil takoj. Ne, prva nominacija je bila zavrnjena. Šele po nadaljnih bojih pri Meinheimu, kjer se je spet izkazal z osebnim pogumom. Viri omenjajo boj s sablo. Res. Ja, pa reševanje topov čez zamrznen Ren in po uspešnem preizkusu svojih novih daljnosežnih možnarjev, ki so bili ključni za ponovno zavzetje Meinheima, šele takrat, maja 1796, je končno prejel ta prestižni viteški križec. Ta zavrnitev prve nominacije pa nas pripelje do tistih napetosti. Očitno njegov uspeh ni bil vsem pogodu. Še posebej ne njegovemu nadrejenemu grofu Koloedu. Res je. Grof Koloredo, vodja celotnega topništva, pripadnik starega plemstva. In očitno mu ni bilo všeč, da nekdo iz kmečkega stanu tako hitro napreduje. Ko je bil Vega prvič predlagan za red, je Koloredo rekel, da je že tako ali tako prehitro napredoval. To lepo kaže na te socialne prepreke. Še bolj pa je zgovoren Koloredo odziv, ko ga je Vega prosil za dovoljenje, da tisto svojo zakladnico logaritmov posveti cesarju, ne? Ja, to je pa res usupljivo. Koloredovo poročilo cesarju Vegovo življenjsko delo Tesauros označi kot pač samo predelane vlakove tablice. Morda koristne za akademije, ampak za vojsko bi bilo bolje, če bi Vega raje dokončal učebnik. Neverjetno omalovaževanje. Dobesedno je zapisal, da je Vega dosegel že preveč časti glede na svoje poreklo. To je pač jasen dokaz zavisti in aristokratske arogance, kljub vsem njegovim dosežkom. In najbolj noro pri vsem tem je, da je ta ogromna matematična dela, tezaurus in priročnik, ustvarjal prav med temi vojaškimi pohodi. Kako je to sploh mogoče? Predgovor naj bi napisal v Alzaciji, sredi vojne. To ga res postavlja ob bok redkim genijem. Vili opisujejo, kako je izkoristil vsak prost trenutek. Obstaja celo anekdota, da so ga med obleganjem Beograda našli zatopljenega v izračune kar v vojaškem jarku. Ampak ključ je bil v njegovi izjemni organizaciji in v tem, da je znal vključiti druge. Uporabil je svoje podrejene, kadete, častnike. Natančno. To ogromno, mukotrpno delo računanja milijonov števk je razdelil med svoje ljudi. Med premiri v bojih, v zimskih taborih so pod njegovim vodstvom računali. In da bi zagotovil skoraj popolno natančnost tezaurusa, je organiziral celo 2 neodvisne skupine preverjevalcev. 2 skupine? Ja, ena na Dunaju, druga pa neverjetno kar z njim na bojišču pri Mannheimu. Vsak izračun 2-krat neodvisno preverjen. To je osupljiva logistika in predanost. Ampak cena za to osredotočenost in nenehno odsotnost od doma je morala biti visoka. Osebno mislim. Nedvomno. Viri pravijo, da je bil v 13 letih zakona z Jožefo odsoten skupaj več kot 7 let. Zaradi vojn. Predstavljajte si to ločenost, stres, pritiske. Vse to je močno bremenilo njegova zadnja leta, ki so jih pa zaznamovale še hude osebne tragedije. Leto 1800. Leto izjemnega uspeha, baronski naslov, ampak hkrati leto nepredstavljive izgube. Točno tako. Julija 1800 mu umre žena Jožefa. Poročila sta se, ko je bilo njej komaj 17 in njemu 33. Umrla je pri komaj 29 letih.
najverjetneje zaradi zapletov ob porodu ali kakšne infekcije. In samo nekaj dni kasneje umre še njuna najmlajša hče, Marija Alojzija, verjetno novorojenka. Kakšna tragedija. Ostal je sam, s 3 majhnimi otroci. Koliko so bili stari? Henrik IX, Terezija 7, Franc Jožef 4. To je morala biti strašna stiska. Verjamem. Viri potrjujejo, da je bil v težavah. Še istega leta je moral zaprositi, da hčerko Terezijo sprejmejo v zavod za vojaške sirote. Kasneje mu je menda pomagala tašča. Žal pa se tragično usodo družine tu ni končala. Po Vegovi smrti sta oba sinova umrla relativno mlada, brez potomcev. Torej je njegova linija ugasnila. Njegova neposredna moška linija, ja. Le hči Terezija je imela potomce, ampak priimek Vega se ni ohranil. Kljub vsem tem obveznostim, vojska, znanost, družinske skrbi, tragedije pa Vega ni miroval. Njegova znanstvena zanimanja so bila presenetljivo široka. Daleč onkraj logaritmov in balistike. Res je bil pravi polihistor. Recimo, bil je goreč zagovornik uvedbe metrskega sistema v monarhiji. Kar je bilo takrat verjetno precej kontroverzno. Meter je prihajal iz Francije. Zelo kontroverzno. Iz revolucionarne Francije, s katero je bila Avstrija v vojni. Napisal je več razprav, iskal politično podporo. Ni mu uspelo za časa življenja, ampak je tlakoval pot kasnejši uvedbi. Lotil se je tudi števila pi, izračuna pi. Ja, in dosegal izjemen rezultat za tisti čas. Leta 1789 je izračunal pi na 140 decimalk. Podrl je takratni rekord. Izračune je poslal v Sankt Peterburg, objavljeni so bili 95. Kasneje so ugotovili, da je bil pravilen do 140. mesta. To ni bila samo igrača, pokazalo je moč njegovih metod. Pomemben pa je bil tudi njegov prispevek k teoriji števil. Leta 1797 je objavil obsežne tabele praštevil do 400.031. Pa tudi tabele prahfaktorjev. Čeprav so kasneje našli nekaj napak, so bile te tabele izjemno dragocenen pripomoček za največje matematike Gaussa, Legendrija, pri njihovih raziskavah o porazdelitvi prahštevil. Gauss je celo v pismu leta 1849 omenjen, da je uporabil Vlegove tabele. In seveda balistika, njegova vojaška specialnost. Njegova analiza v 4. zvezku učbenika predavanja iz matematike je bila vrhunska. Realistično je upošteval zračni upor, kar mnogi pred njim niso. Izpeljal je kompleksne diferencialne enačbe, ki opisujejo let krogle, in razvil izvirne numerične metode za njihovo reševanje. Zelo natančne. Njegova metoda z diskretizacijo kota je bila posebej inovativna. Poleg tega pa še fizika, astronomija, izračun sploščenosti Zemlje, gibanje skozi center Zemlje, mase planetov, celo mehanizem za izboljšavanje točnosti sobnih ur. Ja, pa njegov pedagoški opus, tisti 4 zvezki predavanj, desetletja so bili standardni učebniki. Načrtoval naj bi celo Politehniko v Trstu, res širok razpon. Ne smemo pozabiti niti njegove vloge v prostozidarstvu. Omenila si ložo Resnična sloga. Ja, leta 1785 je bil sprejet tja, kasneje pa v ložo Resnica. Njegov boter pri sprejemu je bil vojaški kolega in matematik Leopold von Unterberger. Kakšen pomen je imelo članstvo v takšni loži? Je šlo samo za druženje? Daleč od tega. Te lože, sploh Resnična sloga pod vodstvom Ignaza von Borna, so bile v času Jožefa II. Prava središča razsvetljenstva, znanosti, kulture, skoraj kot neuradne akademije znanosti. Združevale so elito. Tako je. Znanstvenike, umetnike, Haydn je bil član, Mozart gost, uradnike, napredne častnike kot Vega. Omogočale so izmenjavo idej med različnimi strokami in stanovi, v okolju, ki je poudarjalo enakost med brati. Za Vego je bilo to gotovo intelektualno spodbudno okolje in pomembna mreža znancev. Seveda pa je bilo prostozidarstvo sploh po francoski revoluciji pod vse večjim nadzorom in sumničenjem oblasti. Kasneje tudi prepovedano. Tako je. Kljub temu, da je večino življenja preživel na Dunaju in na bojiščih,
pa očitno ni pozabil na svojo domovino, na Kranjsko. Kako so se te vezi ohranjale? Zdi se, da jih je prav v zadnjih letih zavestno krepil. Leta 1799 je prek svojega starega dobrotnika Buseta poslal kranjskim deželnim stanovom, takratnemu predstavniškemu organu, komplet svojih 15 del in 8 vojaških spričeval. Očitno je želel doma pokazati, kaj je dosegel. Še bolj pa sta pomenljivi tisti 2 posvetila iz leta 1800, iz tistega tragičnega leta. Res sta ganljivi. Drugo izdajo svojega logaritemskega priročnika je posvetil svojemu prvemu mentorju, zdaj že ustarelemu Mafeju, v Ljubljani. Izrazil mu je globoko hvaležnost za prvi pouk. Lepo. 4. zvezek predavanj, tisti o balistiki, pa je posvetil neposredno deželnim stanovom Kranjske. In v posvetilu zapisal: Vedno se spominjam svoje ljube domovine in vseh dobrot, ki sem jih tam prejel s poukom in vzgojo. To je bila jasna izjava pripadnosti. In domovina mu je to pripadnost vrnila. Da. Leta 1801 so ga kranjški deželni stanovi z aklamacijo soglasno in brez pristojbine sprejeli za svojega člana. Najvišje možno priznanje. Že prej, 1798, pa ga je v Ljubljanskih novicah omenil Valentin Vodnik kot junaševeha majorja, rojenega Kranjca, ki se je skozi učenost povzpel iz kmečkega stanu. Zanimivo, da ga še imenuje veha. Žal pa se teh sej deželnih stanov verjetno nikoli ni udeležil. Njegovo življenje se je končalo nenadoma. In v zelo sumljivih okoliščinah. Njegova smrt septembra 1802 ostaja ena velikih nerazrešenih skrivnosti. Enostavno je izginil z Dunaja. Njegovo truplo so našli šele 26. septembra v Donavi pri Nussdorfu. Poročila omenjajo rane na glavi, telesu. Truplo naj bi bilo celo privezano k kolu v vodi. Kaj pa pravijo teorije? Samomor, nesreča ali umor? Prvotno poročilo o nesreči med kopanjem je praktično nemogoče glede na okoliščine. Samomor, čeprav so nekateri omenjali njegovo občasno melanholijo, se zdi malo verjeten glede na njegov status in dosežke. Vse več indicev, sploh te podrobnosti o najdbi, kaže na umor. Kakšni pa bi lahko bili motivi za umor? Tako ugledne osebe. No, možnosti je več. Profesionalna zavist, mogoče povezana s koloredom. Ni izključeno, ampak se zdi manj verjetno kot neposreden motiv. Bolj pereča se zdi možnost političnega motiva. Zaradi metrskega sistema? Ja, njegovo glasno zagovorništvo sistema, ki je prihajal iz osovražene Francije, je bilo zelo kontroverzno. Tik pred smrtjo naj bi iz Pariza prejel vzorčne mere in uteže in dal tisk novo razpravo o tem. Nekateri vplivni krogi so to morda videli kot profrancosko, celo izdajalsko dejanje. Govorice o naročilu. Krožile so celo govorice, da je umor naročilo 12 uglednih gospod, ki so nasprotovali novemu sistemu. Dejstvo, da so ga zadnjič videli v družbi neznanega moškega, pač dodaja tej teoriji težo. Obstajala je tudi zgodba o roparskem umoru s strani mlinarja, ampak ta je bila kasneje ovržena. Skrivnost torej ostaja. In s tem pridemo do zaključka. Do zapuščene tega izjemnega moža, polnega nasprotij. Njegova življenjska pot je res filmska. Fant s kmetov postane baron, svetovno znan znanstvenik, matematik, ustvarja sredi vojn. Dosega vrhunce, a se sooča z zavistjo, predsodki, doživljava osebne tragedije. In umre v nerazrešenih, verjetno nasilnih okoliščinah. Bil je produkt svojega časa, utelešenje razsvetljenstva, vere v razum, znanost, a hkrati zvest častnik absolutistične monarhije. Do domovine je ohranjal vez, ki mu je bila na koncu tudi priznana, čeprav so pravo vrednotenje in spomeniki prišli šele kasneje. Danes pa velja za enega najpomembnejših Slovencev svetovnega slovesa, sploh iz obdobja pred narodnim prebujanjem. Njegova zapuščina niso samo logaritmi ali matematični izreki, je tudi ta kompleksna zgodba o človeški vztrajnosti, genialnosti, soočanju z ovirami in tragedijami, v tem nemirnem času prehoda Evrope v modernost. Kot je zapisal nek biograf, človeštvu je dal neskončno več, kot je od njega prejel. Torej, pregledala sva Vigovo izjemno pot,
pomen njegovih logaritmov, čudila sva se delu med vojno, osvetlila širino njegovih zanimanj, pa tudi osebne tragedije in skrivnostno smrt. Za konec pa morda ena misel. Izhaja prav iz tistega njegovega kontroverznega zavzemanja za metrski sistem. Viri nakazujejo, da so nekateri to njegovo prizadevanje, ki se nam danes zdi povsem logično in napredno, videli kot sumljivo, celo kot politično sporno dejanje. Kar naju pripelje do vprašanja. Kolikokrat v zgodovini se je znanstveni ali tehnični napredek morda upočasnil ali celo ustavil? Ne zato, ker ne bi bilo dobrih idej, ampak preprosto zaradi političnega, družbenega, kulturnega odpora do sprememb. Tudi takrat, ko so se koristi kasneje zdele povsem očitne. O tem se splača razmisliti. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.